mogoče potem, kako angažirani so bili medicinci. 29krat ste teže ranjene pripadnike afganistanske vojske poskrbeli in seveda vi ste kontingent, ki je zdržal tudi celo misijo brez zdravnika. Tudi potem, kakšen je bil odnos do tehnike. To, kar ste poskrbeli, da je operativno in pa seveda tudi vaš kontingent je naredil oceno in že z vašo vrnitvijo smo začeli vračati tudi en del opreme, ki je ne potrebujemo za delovanje. Vi ste tudi najbolj izkoristili tehniko, ki je tam in predvsem svarune. Na podlagi vaših izkušenj lahko ocenjujemo, kako se naša vozila obnašajo v tistem okolju. In ste, bi rekel, največ patrulj izvedli s temi vozili in tudi prvič smo mentorirali na tako visoki ravni v počasniški liniji, kar je tudi na nek način potrditev uspešnosti počasniške linije v Slovenski vojski. Skratka, strokovno, profesionalno in smo lahko vsi ponosni na tisto, kar se tam prikazalo. 1000 pripadnikov je že več kot 1000 tistih iz Slovenske vojske, ki imajo izkušnje z operacijo v Afganistanu. In če štejem brate, sestre, starše, otroke, pa pomnožim, bi rekel, je že kar 5, 6, 7 tisoč tistih, ki imate izkušenj, kako je biti doma 6 mesecev brez njih. Kako je čakati na vesti in kako je včasih biti v skrbeh ali pa se veseliti tako kot ta vikend do prihodu. Hvala vsem vam, ki potrpežljivo čakate, ki razumete naravo vojaške organizacije in pa ki zaupate, da naredimo vse, da bi se dekleta in fantje varno vrnili nazaj. Slovenska vojska že 15. leto deluje zunaj meja Slovenije. Njena vloga se spreminja, kot se spreminjajo mednarodno-politične varnostne razmere. Sledimo spremembam, kajti z delovanjem v mednarodnem okolju smo dokazali, da smo sodobna vojska, saj se z našim znanjem in izkušnjami lahko primerjamo z vsemi ostalimi zavezniškimi vojskami. Naša odlika je majhnost, dobra opremljenost, usposobljenost in odgovornost do zadanih nalog. Vi pripadniki 16. kontingenta ISAF ste tako pri pripravah kot pri izvajanju dela v Afganistanu izkazali svoje znanje, sposobnost in motiviranost. Slednje ste med drugim izkazali na način izvajanja mentoriranja in svetovanja pripadnikom afganistanske vojske, izvajanja certifikacije in validacije OMLT skupin, delovanju različnih poveljstvih ISAF, kot tudi pri izvajanju pomoči zračnim silam ISAF. S takim celostnim pristopom ste v veliki meri pripomogli k razvoju in zagotavljanju mirnega okolja v tej nemirni državi, ki se nahaja v občutljivem tranzicijskem obdobju. Vse naloge ste uspešno izpeljali, tudi zaradi prizadevnega vašega dela in na podpori nacionalnega elementa. Vaš visoko strokovni in profesionalni odnos dokazujejo tudi pozitivne ocene in pohvale, ki jih je Slovenska vojska prav zaradi vas, pripadnikov 16. kontingenta ISAF, prejela strani najvišjih predstavnikov ISAF. Pohvale. Pripadniki 16. kontingenta. Vesel in srečen sem, da ste se vsi živi in zdravi vrnili iz Afganistana. To je najpomembnejše. Pred vami je že 14. kontingent Slovenske vojske v operaciji ISAF skupaj z nacionalno gardo iz Kolorada v skupini za mentorstvo in povezavo med afganistansko vojsko in silami ISAF začel uriti pripadnike 207. korpusa afganistanske nacionalne armade. Vi ste njihovo delo uspešno nadaljevali. Nadaljevali pa ste tudi uspešno delo vseh slovenskih kontingentov po marcu 2004. 15 se jih je zvrstilo. Poudaril bi tudi odlično sodelovanje s pripadniki nacionalne garde iz Kolorada, s katerimi nas vežejo dolgoletne, dobre in prijateljske vezi. Izkušnje, ki ste si jih pridobili, bomo uporabili tudi v vseh naslednjih kontingentih, vse do našega umika iz Afganistana. Kljub temu, da se pojavljajo težnje, da bi Slovenija zapustila to nemirno območje, je stališče slovenske vlade jasno.
Skupaj z zavezniki smo šli v Afganistan in skupaj z zavezniki se bomo vrnili iz Afganistana. Le na ta način lahko Slovenija izpolni svoje obljube v članstvu NATO in ostane kredibilen partner, na katerega se lahko zavezniki zanašajo. Res, da naši kontingenti niso veliki in se zdaj celo zmanjšujejo za 10% na 80 pripadnikov, a vsak mozaik je vedno sestavljen iz majhnih kamenčkov, enot, ki skupaj sestavljajo celoto. In cilj operacije ISAF je ponovna vzpostavitev trajnega miru in stabilnosti v državi. Lahko še štejemo v ponos, da Slovenci ob boku vojska, med katerimi imajo nekateri tudi vestoletno zgodovino, pomagamo usposabljati oborožene sile Afganistana, kajti mi sami najbolj vemo, da je temelj vsake suverene države učinkovit obrambni sistem. Delo, ki so ga opravili 4 civilni funkcionarji strokovnjaki, je izjemno. Glavni cilji, ki jih zasledujejo civilni projekti, so prenos znanja, naložbe v znanje in zagotavljanje pomoči ranljivim skupinam ljudi. Še posebej pomembni so tu programi na področju veterine, kmetijstva, živinoreje, zdravstva in projektov v podporo humanitarnim dejavnostim. Spoštovani, če se danes ozremo nazaj v lastno zgodovino in predvsem v tista začetna 90. leta prejšnjega stoletja, potem lahko ugotovimo, da smo bili takrat v precej podobni situaciji, v kakršni se danes nahaja Afganistan. Mi smo vedeli, da so za uspešno osamosvojitev in suverenost države, v kateri so sanjali že naši pradedje, potrebne učinkovite obrambne sile. Mi smo osnove za to slovensko vojsko, na katero smo danes ponosni, že imeli. Razvijati pa smo jo začeli s tistim dnem, ko se je ta država osamosvojila, z njo pa je rasla tudi slovenska vojska. Slovenska vojska že vsa leta trdno stoji v vrhu tistih inštitucij, ki jim Slovenci najbolj zaupamo. Da je to tako, je zaslužen vsak posameznik in posameznica, ki s ponosom nosi uniformo Slovenske vojske. Zato bomo skrbeli tudi v prihodnje, da bo zaupanje državljanov do Slovenske vojske ostalo tako trdno. Pripadniki 16. kontingenta, dobrodošli spet doma in posvetite se v prihodnjih dneh tistim, ki so vas v tem času najbolj pogrešali. Hvala.